Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v prostorih Olimpijskega komiteja Slovenije. Z nami, kamor nas je povabil, eden največjih, najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov, olimpionik Miroslav Cerar. Čast mi je, gospod. Hvala lepa. Kar nekaj časa sva se dogovarjala, že prejšnji teden bi nekako se imela v načrtu, da bova snemala, ampak teden športa. To je prva stvar, druga stvar pa tudi moj Dunaj, da tako rečem. No, navzočnost ob tej obletnici velikega dogodka, namreč lani nam je uspelo na pobudo našega Olimpijskega komiteja doseči, da je parlament razpravljal in odločil o tem ponujenem prazniku in tako smo prišli do tega dneva. Sicer je bilo več datumov na razpolago, odločitev je padla na 23., ker sta naši trije olimpijci dosegli prva odličja za našo Slovenijo. Luka Špik pa Iztok Čop v veslanju in Rajmund Debevec v streljanju. Zlato olimpijsko. Ja, zlato. Zato je ta datum obtičal kot datum dneva slovenskega športa. To je ena stvar. Sovpadalo je začetku praznovanja tedna športa v Evropi, tako da smo to pravzaprav nekako združili in hkrati seveda smo povezali z 30-letnico ustanovitve nove države, Republike Slovenije. No, za vsa vaša odličja, za vsa vaša priznanja, ki ste jih dobili na svoji bogati športni poti, bi rabili 20 ali pa 30 takšnih mis, le nekaj stvari je, ampak mi da greva pa malce nazaj v vaša otroška leta. Kar precej tragično je bilo takrat, vi ste prva leta odraščali brez očeta, ki je bil interniran v Dachau. Kar 4 leta je tam preživel. No, jaz se te tragike sicer nisem zavedel. Jaz sem živel potem v začetku vojnega obdobja na Turjaku, 25 kilometrov oddaljeni naselju iz Ljubljane, pri dedu in babici, skupaj z mamo, oboževanem kovaču na tistem območju, veterinarju hkrati in lovcu, daleč v soseščini Poznan. In tam sem preživel otroška leta, vse do zadnjega leta, ker smo potem se odselili oziroma bežali v Ljubljano, ker je bila grožnja, da pride črna roka in da smo bili na spisku, ta družina, ker vsi ostali strici, ki jih je bilo 3, so bili po taboriščih. Nihče sicer ni bil v partizanih, ampak bili so stari mladi sokolaši, pripadniki tega naprednega gibanja. Ovadeni so bili, da pač niso na strani okupatorjev in seveda so bili po taboriščih v Italiji in drugod. No, oče je prišel iz mornarice, ko se je poslal od rušilca oziroma razarača Zagreba po imenu, kjer je Spasić in Mašera, poveljujoča častnika, sta vso posadko nagnala pod narekovajem iz ladje in sta potem se potopila z ladjo vred, da ne bi okupatorju prišlo to v roke.
ki je prišel domov, je pa seveda bil tudi on ovaden, brez preko prave osnove in odpeljan v Dachau. 4 leta je tam preživel. Tako 4 leta tam preživel. No, jaz sem potem mlada leta, oziroma sem bil že v šoli v Ljubljani, pa to sem redno obiskoval svoje stare starše in seveda sodeloval v vseh kmečkih in ostalih opravilih, jih je bilo več kot dovolj, z največjim veseljem, ob družbi raznih domačih živali in tako naprej. Je oče, kdaj potem, ko se je vrnil iz Dachaua, govoril o svojem življenju oziroma trpljenju v Dachau? Pravzaprav ne, se je izmikal tega obdobja. Je pa zelo rad obujal spomine na prejšnje čase, kajti on je bil aktiven mornariški oficir v takratni vojni mornarici pred vojni in oboževal je tovrstno aktivnost. In če se je le ponudila priložnost ali če ga je kdo spodbudil k tej tematiki, se je izredno razgovoril. A se je. Imate tudi vi radi morje? Predvidevam, da je tudi oče imel rad morje. Ne, rad je imel. Vsi so ga želeli potem po vojni nazaj pritegniti v mornarico, ker je bil strokovnjak za elektro naprave in pa se ni odločil zaradi tega, ker bi se morala družina potem preseliti dol, tako da se je s težkim srcem odločil, da pač se ne vrača več. Je šibkega zdravja prišel domov? Jaz se ne spomnim, v kakšnem stanju je bil. Vem, da je bil shujšan pa tako naprej, vendarle no, potem se je pač normalno okrepil, ker on je bil močne postave rasti, tako da, no, tovrstno sicer niti ni takrat zanimalo, ne. Ja, seveda, mladost, ne. Ja. No, vi ste še zelo zgodaj nekako vzljubili telovadbo. Kako pa je oče šport? Kako pa je oče gledal na, pa tudi mama, na vi ste letnik 39, ne? Ja. Ste 9 let ste že se preizkusili na Ja, telovadnih ta zgodba je orodjih. zelo preprosta bila. Učitelj Rudi Završnik, bivši sokolaš, mislim, da je bil iz Bleda, v 2. razredu osnovne šole je sklical starše in jim je svetoval, naj svoje, bi rekel, otroke, ki so bili že na videz podhranjeni, odpeljejo v telovadnico, kjer se bojo okrepili in seveda tudi določenih drugih zdravih navad privadili. No in tako sem se znašel potem v tako imenovanem TVD Partizan, telesno vzgojno društvo, Partizan Narodni dom, ki je bil nadaljevalec oziroma pri ustanavljanju Sokolskega tega preporoda pri nas in katerih društev po Sloveniji in po takratni državi Jugoslaviji jih je bilo ogromno. No in tako sem se potem vključil med pionirje, začel telovaditi, redno obiskovati vadbo, srečal sem se in s svojimi sovrstniki, sošolci in nesošolci, torej imel sem družbo in že zaradi tega je bilo prijetno prihajati in zahajati v telovadnico in to mi je postal potem drugi dom. Starša sta pa to podpirala? Starša sta vedela, da so otroci, in torej konkretno jaz, na varnem in da tam tako rekoč pride do prave vzgoje, poleg šolske, tako da so bili povsem mirno in so seveda podpirali to. Tako od začetka tudi enostavno niso vedeli za moje tekmovanja, tudi niso se okrog tega prizadevali. Nas še malo ni skrbelo ali pa brigalo, da bi vključevali starše v to.
mi smo imeli dovolj svoje družbe in seveda pri tem delu sem se naučil kar dosti hitro določenih spretnosti in vzljubil sem potem telovadbo in časoma sem tudi videl, da mi vse to pomaga pri ukvarjanju z drugo športno panogo, kakršnokoli že, ker si bil vešč, spreten si bil, tudi že na moči si pridobil, tudi na vztrajnosti. Skratka, z te strani pridobivanja telesne sposobnosti in zmogljivosti je bila to čudovita šola, čudoviten začetni potencial za vse nas mlade. Po drugi strani pa seveda smo se morali ravnati po enih določenih normativih, red, disciplina, odgovornost, pomagali drug drugemu, ker že takrat, v tistem času, so bile naprave in pripomočki v telovadnicah skromni in smo si morali tudi sami pomagati. Torej, orodja si mogel povleči pod balkona ali iz drugega prostora na večji, širši prostor, blazine ravno tako, montirati orodje, kot recimo drog, potem bradlo in tako. Skratka, vse to nas je pravzaprav na nek način vzgajalo, drug tem, ko imel pomoč in tudi varovanje. Tam ni bilo varovalnih naprav, zato nismo vedeli, ampak si bil odvisen od pomoči sotelovalca ali prednjaka, trenerja in tako naprej. No, tako smo rastli potem iz tistih časov, iz pionirskega obdobja, sem prerastel v mladinsko. Z 12 leti sem postal prvič prvak mesta Ljubljane, ker je bil dodaten motiv, še z večjo zagnanostjo in ljubeznijo do te panoge. Seveda osnovna ljubezen pa je bila v tem, da če si nekaj obvladoval ali pa obvladal, prišel do elementa, da si se ga naučil, ki je pomenil element spretnosti, element moči, potem te je tudi to, bi rekel, opogumljalo in seveda motiviralo pri nadaljnjem osvajanju novega znanja. In tako sem se hmal, bi rekel, zelo zgodaj, nenavadno za tisti čas, priboril mesto med mladinci in sem postal potem mladinski državni prvak s 15 leti, prvič. Jugoslavije, ponovil 16 leti, prestopil 17 leti med člane in nadaljeval s tem osvajanjem naslova najvišjega mesta, vse do zadnjega nastopa 1970. Mimogrede, takrat, ko ste obiskovali te treninge, ste imeli tudi doma kakšno telovadno napravo, da ste tudi še doma dodatno trenirali ali pa pri kakšnem sošolcu, prijatelju? Ja, primerno vprašanje, namreč, ko si bil ves v ognju, v žaru te aktivnosti, si tudi izven redne vadbe razmišljal in se seveda tudi ukvarjal na nek način z določeno aktivnostjo. Mi smo sicer v tekmovalnem programu imeli tudi atletiko, na 100 metrov, 50 metrov šprint, skok v daljino, skok v višino, met krogle, met na koš tudi, plezanje je bilo, enkrat je bilo celo plavanje. Skratka, raznovrstnost je bila. Ampak, ko sem jaz prišel recimo v poletnem času domov na Turjak, domov rečem, staršem, sem na senu, kjer sem opravil tudi kmečka dela, zgodaj z njimi vstajal, sodeloval pri spravljanju sena, gnal konja k vodi, napajati se temu reče in tako naprej. Sem si tudi ustvarjal potem ene svoje zamisli in sicer na senu gor, na Podsrešju sem probal delati na mehkem premet ali pa salto, ker če padeš na hrbet ali pa tako, si na mehko padel. Potem na dvorišču sem napravil tudi oporišče za skok v višino, pa to, ampak seveda na tleh je bil, pa sem dal namesto žaganja, je bil seno, da sem malo umilil svoj doskok. Skratka, vse povsod sem videl in našel možnost, da sem telovadil. Mimogrede, takrat so vam prišli že tudi filmi o Tarzanu,
Saj moja tudi, generacija, tudi. veliko smo plezali, ne? Tudi, veste, ko je bilo? Ute delali na drevesih. Res je, mi smo stanovali tule, potem v Ljubljani tudi na Starem trgu pod gradom, bi rekel, pod pobočjem Ljubljanskega gradu. In tam smo se sošolci potem šli tazane na tistih ovijalkah, so visele dol z teh dreves in tisto pobočje je bilo veliko krat naše prizorišče. Prijetno smo zašli v telovadnico. Ja, skozi igro, ne, telovadba, ne? Ja. Torej res, to je bila igra, ampak to je bilo delo, z veseljem si upravljal, igraje si upravljal. Tako. Seveda, pozneje si bil, včasih te je morilo, kakšen element, ni šlo, pa ni šlo, ampak nekako z eno upornostjo si potem tisto kritično točko premagal in naenkrat se ti je odprlo. To je bilo silno zadovoljstvo. Silno zadovoljstvo, tako da še naslednji dan si v šoli pa razmišljal o tem, kako bi nadaljeval, oziroma kako bi nadgrajeval in seveda se veselil prejšnjega večera, ne, da ti je to uspelo. No, jaz sem se tako malo bolj za hec preizkusil na kakšnem orodju in težko bi ocenil, kateri je najtežji. Zame so praktično vsi zelo, zelo težki, tako krogi kot konj z ročaji. Kaj pa vi menite kot velik strokovnjak, katera ta prvina je najtežja? Pa najtežje osvojiti? Prvin je nešteto, ampak glede samega orodja bi pa težko se odločil, bi morda takole povedal. Vsak ima eno svojo specifičnost. Res, da so recimo konkretno rezultate bili najlepši, najboljši na konju z ročaji. To povezujem s pogoji, v katerih se je telovadilo in treniralo, ker je zahtevalo to orodje zelo malo prostora, malo dodatnih blazin in nobene praktično človeške asistence. In tudi velikokrat si padel, zdrsnil dol, vse mogoče, padce utrpel, ampak vendarle to je bila ena minimalna višina, ali temu tako rečem. Medtem kot za enega droga, krogov, to je čisto druga situacija. Že sama priprava tistega orodja, postavitev je terjala določen čas, terjala pomoč nekoga drugega tudi. No, zato sem največ mogoče odtelovadil ali pa opravil dela in zelo zgodaj na konju z ročaji. Zanimivo v tistem času mi je bilo to zelo odsvetovano od starejših, tistih trenerjev, prednjakov smo temu rekli, češ, ne, to pa ni orodje za tako mladega, ker bo postal puklast, pa ne vem kaj ovira pri rasti, popolnoma zgrešena. No, pa še zdaj niste puklasti, ne rekovajih. No, ampak hočem, da se vrnem še nazaj. Ostala orodja so res, kot sem rekel, določena specifiko, odigrajo v tem kompletu in zahtevajo vsaka na svoj način določeno spretnost, sposobnost. Zdi se mi pa, da največjo moč, vsaj meni kot laiku, krogi. Ja, zdaj izrazito kažejo ta tekmovanja, veliki tekmovanji, izrazito težke elemente, ki zahtevajo izredno moč. Ampak tudi na ostalih orodjih je moč skrita v elementih. Brez moči, ene osnovne moči in dejansko moči ne samo enega dela telesa, ne samo zgornjega dela, tudi recimo v preskoku, ko čutiš tisto energijo, ko se tekmovalec za preskok zaleti in opravi ta skok tvegan, kjer se ne gleda na lepoto tekma ali prihoda na samo odskočno desko, ampak je osnovni cilj samo, kako boš čim močneje in pravilneje naskočil, ker vem, da so bile velikokrat pripombe, da nepravilno tečemo in tako naprej, seveda strani atletskih strokovnjakov, ampak težko je bilo to povedati, da je pravzaprav smota našega temu, da čim krajšem času, čim močnejši, čim hitrejši tek in čim odločnejši odriv in seveda ne samo z nogami, tudi potem z rokami, odboj
da lahko pač delaš. Je pa res, da zdaj so orodja veliko spremenjena, posebno zdaj, ker sem že omenil tega preskoka. To orodje omogoča to vrstno res virtuozne, zahtevne elemente, prej ni bilo mogoče. Tudi sama deska ni dala tisto odrivnost, da to odrinete, tako kot je parter. Prosta vaja na parterju, zdaj so sami akrobatski elementi in te odnese visoko v zrak, ti da dovolj prostora za številne obrate. Takrat je bilo pa to bolj trdo, ne? To je bilo pa po tleh, ja, ni bilo nobenega amortizerja. Predstavljate se parket, beton, včasih smo na tem nastopili, kjer pravzaprav odskočna moč imela zelo omejeno silo. Preden greva na te vaše največje uspehe, me zanima še, kako ste vi takrat kot mlad telovadec, ki je nekako prihajal, gledali na vse tiste odlične jugoslovanske pa slovenske telovadce, vaše predhodnike, recimo na znamenitega Leona Štruklja. Ste se kaj družili z njim? Vam je kdaj dal kakšen nasvet? Takole bom povedal. Mi smo od te starejši generaciji veliko izvedeli tako rekoč iz ustnih izročil. Namreč vaditelji so se spominjali tistih svojih časov in so tudi pripovedovali, kako je Leon telovadil, kako je Primožič telovadil, kaj je delal dr. Viktor Murnik in tako naprej. Skratka, te predvojni sokoli so nam bili na ta način predstavljeni. In tudi po vojno smo osebno, po vojni, tudi svetovni vojni, sem že kot mladenec osebno imel priliko, da sem se z njimi srečaval in tudi kontaktiral. In zdaj, če ste konkretno omenili Leona, moram reči, da so bila v številnih odnosih, sva tudi velikokrat skupaj sodelovala pri raznih skupnih nastopih, javnih, ne, in so marsičem pogovarjala. Seveda današnji čas nekatere stvari izkrivlja v tem, kakšen je bil, oziroma ne kakšen je bil, ampak kaj je morda. No, bom tako rekel, jaz veliko vem o njemu, tudi tisto, kar mogoče zdaj ni bilo toliko predstavljeno ali pa mogoče na drugačen način. Zanimivo je bil on je bil na nek način gospod v primerjavi z Tošo Primožičem. Primožič namreč je bil bolj odprte proletarske narave. Za Leona bi lahko rekel, da je bil pa res gospod, ne? Pravnik tudi, ne? Pravnik, čeprav sta oba dva izhajala iz skromnih družin. In moram reči, da je seveda družina Primožiča včasih malce prizadeta upravičeno, češ da v primerjavi s Leonom je bilo premalo obelodanjen Primožičev uspeh oziroma uspehi, ker on je bil uspešnejši na svetovnih prvenstvih, ne. Kot Leon. Leon pa na olimpijadah, ne. No, ampak to mimogrede povedano, tako da sem jaz od teh intelovacij smo pravzaprav iz pogovorov vseh mogočih in zgodb, ki so jih pač doživljali tiste generacije, marsikaj izvedeli. In se mi je zdelo, da pravzaprav potem kasnejše generacije, naši mlajši trenerji, tega niso toliko negovali, ne. Kar se tiče pa, bi rekel, posnemanja ali pa kakšnega vzorca idealov, pa jaz nisem imel v teh predvojnih sokolov, ampak naši vzorci pa naši ideali so bili potem novodobni telovadci, ki so naredili revolucijo, predvsem pa najprej sovjetski telovadci, bivše Sovjetske zveze. In ko smo slišali, kaj oni delajo, kako je ta gimnastika oziroma rodna telovadba prišla potem na en povsem novejši, modernejši pristop, to smo mi poslušali z velikim navdušenjem in seveda smo se poskušali tudi
prilastiti pod narekovajem do kakršnega njihovega rezultata oziroma ne rezultata, elementa, ne, so bila slavna imena Čukarin, Muratov, potem so prišli Titov, pa Šahlin, Šagiljan, Azarjan in tako naprej. No, pridružili so se kasneje potem Japonci, ne, ta vzhodni del sveta, in seveda razširili so se tudi dobri telovadci iz drugih držav, predvsem takrat iz tako imenovanih socialističnih držav, z tistega bloka, to so bili Čehoslovaška, kajti moramo vedeti in ne pozabiti, da je to sokoljstvo imelo globoke korenine, izhajajoč iz Čehoslovaške, in seveda so bili Čehi tudi po vojni potem dobri telovadci, Poljaki, Madžari, Romuni, Bolgari, in kar en kup je bilo odličnih. Jugoslovani, ne? Jugoslovani, oziroma Slovenci, ne? Potem pa seveda so bili tudi Švicari, bi skoraj pozabil, da ste komu naredil krivico, ja, Italijani, Nemci, Francozi, tudi posebej Španci so imeli, skratka, no, to se je vse porazdelilo okrog, tudi Amerikanci na svoj način, no, in pol tudi vse ta mediteranski bazen tudi. Ampak, no, zdaj sem šel morda predaleč, v glavnem vzorci so nam bili potem Nova generacija, kar je čisto razumljivo. Ja, vsaka generacija ima svoje vzornike. Točno. Je pa, marsikateri telovadec ostal vitalen, tudi vi, nekaj poškodb sicer je bilo, tudi Leon Štukal, smo ga videli včasih v kakšnem dokumentarcu, da je še kar telovadil pri svojih letih. On je imel dobre gene, te gene so zelo pomembni. Mi smo pravzaprav malo pretiravali. Človek mora biti včasih, se vidite, modern šport je tak, da moraš biti nekje v nekem smislu malo garač, mazohist včasih. Ja. Tako da tukaj ni zdaj tiste nežnosti sam s seboj. Ni, Vaš sin Miro nam je v intervjuju dejal, da ste domov prihajali s krvavimi žulji, pa niste nehali. Ampak velikokrat z zadovoljstvom, da si kaj uspel narediti, da si se kaj naučil, včasih pa tudi grenko bolelo, te je niti uspelo, niti ratalo po domač povedano, in tako naprej. Skratka, to je normalno življenje. Torej, soočil si se z radostjo in bridkostjo, pa kasneje z uspehi in s porazi, tako kot življenje. No in še nekaj vam je uspelo omrežiti, ali pa je bila žena pri tem, žena Zdenka, tista, ki je vas omrežila, zdaj ne vem, kako je bilo, obojestransko. Obojestransko najbrž, In tudi ona uspešna telovadka, že takrat, Tudi. No, se veste, da moški smo malo bolj tukaj podjetni, kar se tega tiče, No, ampak očitno včasih je bilo tako, zdaj. To je pa velika razlika, to priznam. No, tako da si mogel biti malo bolj pogumen, No, in tako sva se lepo našla in sva se lepo ujela. Ko ste bili živi? Oba telovadci. Ja, takrat sem bil že državni mladinski prvak. Zgodaj sem se, tako da ne bi v tem preveč razlagal. No, ampak je držalo, Zelo je držalo. Ampak se je pa žena potem, 3 otroci so prišli, najprej Miro, potem še 2 hčerki, ona se je potem bolj posvetila družini. Ja, no, tako bi rekel, midva sva se našla v telovadbi, Potem seveda smo tudi študirali, isto področje, No in seveda, ko je družina prišla na dan, je bila ona res ta glavni skrbnik. Družina je vse pomenila otrocu in vedno dajala prednost otrokom, tudi ko se je pripravljala za izpite, to je bila neverjetno vztrajna in pridna. Recimo, ki je bila tudi pripravnica, normalno pol v službi, popoldne ta prvi otroci, za otroke poskrbeti, potem za hrano, skuhati vse. Pozno noče pa potem študirali, so šli otroci spat. Če so želja bila, da bi čim prej zaspali, da je bil mir, No, se vse, ko je pri otroci, v glavnem velika skrb
večja skrb je padla na njo in ona je imela dejansko en poseben materinski čut. Pa tudi sicer je bila ona topel človek, lahko rečem, tudi izven našega družinskega kroga, ne. Tako ljudje so imeli rad, ona ni poznala, ne, bi rekel, nekega sovraštva ali pa odklanjanja, diskriminatornosti. Bila je do vseh ljubezniva, rada je pomagala na vseh področjih, se je dejansko bila včlanjena v marsikaj in vključena v vsestransko pomoč. No in res je bila ona velik, bi rekel, opornik celotne naše družine. No in če bi bili vi danes mlad pa tako uspešen, kot ste bili takrat, bi živeli od športa, ne? Bi imeli dobro pogodbo, ampak vi ste doštudirali pravo, ste imeli potem odvetniško pisarno, v glavnem ste delali, ste si služili kruh, ne? Ja, zdaj je to res popolnoma drug čas. Moram reči, ne obžalujem tistega obdobja, zdi se mi, da je bil izjemno lep. Pa ne zato, ker se vsi v kasnejših letih s nostalgijo spominjajo prejšnjih obdobij in jih potem prehvalijo in tako naprej. Ampak moram reči, da je bilo veliko tovarištva, prijateljstva, medsebojnega sodelovanja. Res pa, da si moral kar nagrati se, biti prizadeven, kar se mi zdi povsem logično, in da v času takratnega materizma so bile to posebne dobrine. Res, da je zdaj seveda uveljavljen profesionalizem, ne rečem, da je to slaba stran, nasprotno, vsi športniki, tudi profesionalci, imajo radi panogo, radi imajo svoj del, svoj posel, ampak to je posel. To je nekaj drugega kot takrat. In takrat smo se morali tudi privajati oziroma pripravljati na življenje po aktivnosti tekmovalne. Ker se ni nabralo denarja, ne? Ne, sploh ne, daleč od tega. Daleč od tega, skratka, tako da smo mnogi doštudirali, drugi so na višji, nižji ravni in se, tako bi rekel, prišli do svojega poklica, ne. Res pa, da seveda ni nič zdaj narobe v tem modernejšem času, so pač druge oblike dozorevanja in seveda tudi načina življenja, ne. 58. leta v Moskvi ste osvojili svojo prvo medaljo, ne, na svetovnih prvenstvih. Ja. Ki se jih je nabralo 58. leto, ja, je po svoje zanimivo. To je bilo moje prvo svetovno prvenstvo in to je bila prva medalja in sicer 3. mesto bronasta na konju z ročaji. 19-letnik, ne? Ja, ampak če preskoča potem na naslednjo svetovno prvenstvo, kajti svetovno prvenstvo so bila vedno na vsake 4 leta. Tako kot olimpijade. Se je zgodila tista Praga, tisti, bom tako rekel, konflikt na sodniškem področju. Edinstven v zgodovini, ko je Šahlin pa jaz, ko sva se pač zamenjali mesti, po odločitvi posebne žirije, ki se je sestala potem v tistem prenapetem vzdušju. Ampak predhodnica je bilo pa tale svetovno prvenstvo v Moskvi, kot ste ga omenili, kjer bi moral biti jaz prvi. Ker sem bil pa novinec začetnik, sem sjajno naredil vezno vajo, poljubno vajo in še potem v finalu. Namreč treba je videti, da se na svetovni prvenstvi kot na olimpijadah tekmovalo v obveznem programu na vseh 6 orodjih, poljubnem programu na vseh 6 orodjih. Seštevek teh je potem ti omogočil stop v finale na posameznem orodju, kjer si mogel ponovno nastopati, seveda za medaljo takrat šele. No in jaz sem odlično odstelovadil na konju, ampak ker je bil Boris Šahlin takrat tudi slavno ime, drugovrščeni Stolbov, Pavel Stolbov, tudi Svetska zveza in seveda domače prizorišče, se je to vendarle prevagalo njima v prid.
Pri čemer bom tako povedal, da dvorana, ki je bila polna poznavalcev telovadbe, se je zelo medlo odzvala na razglasitev prvega in drugega mesta, medtem ko sem na tretjem mestu doživel bučen aplavz in priznanje. So povedali, kdo je zmagal, ne? Tako. In moram priznati to, da veste, v tistem času se je včasih tekmovalo, bi rekel, tudi v določenem prenapetem političnem vzdušju. Leto poprej sem bil prvič v Moskvi na študentskih svetovnih igrah, kjer je bilo, oziroma je bil ta odnos Jugoslavije in Sovjetske zveze zelo prijateljski, pristen. In se je takrat obljubljeno na Olimpijskem komiteju, mislim, srečanju v Moskvi, velika, bi rekel, prijateljstva in pričakovanja v bodoče, češ da smo na isti, bi rekel, politični poti. Medtem ko je naša Jugoslavija zašla v svojo pot, seveda se je to poznalo tudi v teh odnosih. Kaj hočem povedati? Kljub temu, da so bili te takrat 58. leta politični odnosi, ki so bili prejšnjo leto dejansko, bi rekel, na izjemno visoki ravni, tokrat so padli izjemno nizko, ko smo mi prišli se kot reprezentanca vrsta predstaviti na štadion, so nas skupaj z Amerikanci, najprej Amerikance, potem pa nas izvižgali. In smo se potem po abecednem redu, vedno smo bili ob Sovjetski zvezi, vrsto v vrsto, smo edini, pa Amerikanci niso dobili rože kot dobrodošlico, so nam sovjetski kolegi, telovadci, polico svojih rož odstopili. Nam, ki smo bili zraven njih, so nam dali, da ni bilo tako. Skratka, hočem reči, ste so bila napeti časi včasih, ki so se odražali potem tudi pri ocenjevanju. Ja, in tako to se je zgodilo potem tudi v Pragi? To se je zgodilo tudi v Pragi. Čeprav moram priznati, da ampak na konju v Pragi ste bili že zlati, ne? Konju sem bil že zlati, pa je bila pa bradla. Ampak zanimivo je to, jaz sploh nisem nikoli gojil kakšnekoli zamere. Sodnik, ki je za to zamočil iz Sovjetske zveze, je bil simpatičen, rad smo ga imeli pa to, ampak je pač mogel odračunati nekoliko nižjo oceno v korist svojega in zato se je potem to tako obrnilo. In so potem žvižgali, negodovali Ja, dvorana je pa norela od protesta. Morda bi temu dodal, da je malce pripomoglo tudi splošno vzdušje, ker takrat Sovjeti niso bili ravno priljubljeni in se je potem vse to sprevrglo v tisti trenutek v popoln protest, tako na višini ene strokovne ocene, kot tudi malce političnega ozadja. No, vmes je bila pa še olimpijada, kjer ste, prva vaša olimpijada, kjer ste bili poškodovani, ne? Rim. Olimpijada izkušenj. Prvič, pred olimpijado sem se največ poškodoval, ta prvo en mazin zlomil, drug mazin zlomil. Seveda sem po prvem poškodbi sem po nekaj dneh začel kar na tihem trenirati za moč, pa vse kolikor se da. Pok sem začel normalno, mi je spodrsnil, sem si drug mazin, spet gips dobil, Skratka, moje priprave so bile okrnjene. Ampak ni to bil razlog. Mislim, da na določena neizkušenost je bila. Mi smo prišli na samo tekmovanje 3 dni, 4 dni prej, ker so naši smatrali, da ni potrebno nobene aklimatizacije. Sosedje smo, blizu smo. To ni bila Mehika, ki je bila takšna razlika, časovna in drugačna. In prvi dan smo iskali telovadnico, ja nismo našli. Pa je bil že trening na samem terenu, tisti trening je časovno omejen, pa je bilo tekmovanje.
Ne bom podrobnosti se spustil. Med samim tekmovanjem in tako naprej sem sam ugotovil in prišel do določenih spoznanj, kako se treba ravnati, kadar si zadihan, kako prenatrpano tremo imaš in vse te povezave sam s seboj. Osnovna napaka je bila ta, da smo ne pri tem, da smo odšli na tekmovanje, ker smo odšli na tekmovanje zelo pravočasno. To pomeni za veliko časovno prednostjo. Itak greš na tekmovanje določen čas, zato da imaš potem dovolj časa za ogrevanje. Mi smo si pa vzeli še več rezerve, ampak smola na smolo, promet je bil tako zgoščen, da smo obtičali v prometu, kljub policijskemu spremstvu. In tako smo se 3 reprezentance, spomnim se, so bili tudi Angleži noter, vsi smo bili že vznemirjeni in obupani na konc koncev in smo se že v avtobusu kar preoblekli v telovadno oblačilo, s katerim mi kak taki nastopimo pol v areni. In srečo smo imeli, da smo imeli v krogu Mednarodne gimnastične federacije človeka, zelo uglednega inženirja Ivan Ivančevič iz Subotice, Sombora, pardon, spoštovan, ki je uspel, ki je vodil tekmovanje, da se tisti tekmovalni krog 6 disciplin malo zavlekel, ker je prišel naslednji krog 6 disciplin, so naslednje reprezentance prihajale za 4 minute in so vsi rekli, kaj se pa zdaj dogaja, in on je videl, da mi zamujamo. 2-3 reprezentance so zamujali, mi smo bili seveda med njimi, in da bomo diskvalificirani. In srečo je uspel tako speljati, da smo mi šli direktno iz avtobusa, direktno not pritekli v dvorano in seveda k nastopu. Zgodilo se je pa to, da so planirali v treningu skupina teh trenerjev, da bi morda bilo treba pa mogoče moje vajo na konju otežiti. Jaz sem sicer obvladal že nov element, novejši za tisti čas, in sem ga potem dal v vajo. Čeprav je bilo mišljeno, lahko bi tudi brez tega elementa nastopil, ampak verjetno bo treba stežjo vajo. Izkazalo se je, da bi z največjo lahkoto zmagal brez tistega elementa, kajti ravno pri tem elementu sem v tej naglici, človek je trema, živče, zadihan si še vse, mislim, obup je bilo. In seveda sem tam naredil napako. Ker vas je stala medalja. Ker mi je stala medalja in seveda nisem bil v finalu. Najboljših, vsi so pa, potem sem videl, vsi so pa pričakovali, da bom jaz nastopil, v finalu in bom prvi, ker sem bil po kvaliteti dober. No, skratka, tako se je izjalovilo to, ampak sem bil kar soliden, poglejte, na drogu sem bil 5. v finalu. Pa na krogi sem bil, meni se zdi 9. pa to. Skratka, visoko uvrstitev je bila, ampak na konju se mi je pa izmuznila, bi rekel, na najbolj, najlažji način dosežena medalja. Ki pa ste jo dobili potem, ne? Ja, pa se pa 64. Tokio, zlato krogi, ne? Oziroma konj, značaj in drog. Na predolimpijskih igrah, to je mogoče posebna zgodba, a sem že omenil, nisva govorila o tem. Malce predodajo. Predodajo sva, ja, za to. To je bil za organizatorja v zgodovini test. Če se laufa, ne? Tako, če vse teče, normalno. Ampak tam je bila pa špica, ne? Tam je bila pa špica. In seveda povabljeni so bili na to preizkušnjo, predhodne 1 leto poprej, samo najboljši na posameznih olimpijskih disciplinah. Tako smo se znašli, bi rekel, na primer v eni 40 najboljših, naslednje leto pa 200 ali pa 150. No in ti najboljši so bili pol spet naslednje leto. Najboljši. Razen, če se nekdo poškodoval, ja. No in to prvo leto sem bil ravno tako na konju prvi,
s tem, da sem bil na bradlji 3. No, naslednje leto sem bil pa ne na bradlji, ker sem naredil napako malo pred koncem vaje, ki bi zanesljivo bila medalja, ker je res me lepo teklo vse. Sem bil pa na drogo. No, se mi povedo, oziroma veliko tisti, ki so to videli, pa to se je, moral bi biti najmanj drugi. Japonci bil pač, ki je zelo slab se skok naredil. Domači. Domači, ampak veste, če bi vedno lahko vsako tekmovalcev dodajo, ne. Če bi bilo, ne samo jaz, tudi drugi, ne. Mogoče, no, tako da se v to sploh ne poglabljam, pa ne spuščam. Ampak ste potem tako 68. leta v Meksiku osvojili pač zlato, spet na konju, ne? Spet na konju, ja. Kralj konja, kako so vam rekli. Ja, na Japonskem so se trudili, da bi me premagali, ker so bili tako dobri tudi na drugih rodih. Enkrat je eden bil zmagal, enkrat drugi, ne, seveda v konkurenci s Sovjetsko zvezo, Poljski, Tajci, vse mogoče drugimi. No, ampak na konju pa seveda me niso mogli preseči. In seveda v tem 10-letnem obdobju so me pač imenovali bog konja. A bog konja. Bog konja in tako. Ker vi ste bili bog konja ne samo na olimpijskih igrah, ne? Ja. Tudi na mediteranskih, evropskih, tudi, pa potem na svetovnih prvenstvih. Skoraj bi lahko rekli na 47 tekmah za svetovni pokal, ne? Zdaj bi tako rekli. Tudi enkrat brez medalje niste prišli, ne? Ja. 47 nastopov, mislim, 47 medalj, ne? Ja, res mogoče. Ampak od tega mimo grede 40 zlatih, ne? Ja, res je to. Glede na te podatke statistične imate povsem prav, ne? Veste, so se vas bali, so vas videli, da ste tudi vi na tekmovanju? To hočem povedati, oprostite, da sem me nehote spomnil. Namreč oni so imeli vse pofilmano, ne, vsa moja tekmovanja. Oni so bili pri tem zelo dosledni, tudi če ste Japonce kot turist ali pa tako, kjerkoli opazili, ponovno so imeli 1 do 2 ali 3 aparate, vse so slikali, se pozanimali. In da se vrnem nazaj, ko sem 70. leta se potem poslal z enim nastopom, torej uraden nastop, moj poslovilni je bil svetovno prvenstvo v Ljubljani 70. leta. Potem sem šel samo na njihovo povabilo, prišel na Japonsko in takrat so me radodarno odprli, bi rekel, svoj arhiv in me povabili, da pogledam v tisti sobi katerokoli tekmovanje, ki si jo želimo gledati. Sem bil presenečen, vse sem imel posneman. Vse? So vam dali zdaj te posnetke? Ne, niso dali, tudi nisem. Ne bi bilo nobena korist ali pa škoda za njih. Ampak videl sem pravzaprav, s kakšno skrbjo so sledili razvoju in tudi na koncu rekli, seveda zdaj nimamo kaj skrivati, lahko ti odkrito pokažemo. Ne. Tako, ja. No. In še nekaj je zanimivo, ne? Še za časa Jugoslavije sta bila najvišja priznanja avnojska priznanje Avnoja in prej so dobivali to politiki, gospodarstveniki, tudi kakšni kulturniki. Vi ste bili prvi športnik, ki je dobil, pa tudi prvi, ki je dobil denarno nagrado, so to? Ja, zanimivo. Ja, lepo ste me pripeljali tudi do tega priznanja. Sam trenutek. Ki ni povsod v vaši biografiji zapisan, ne? To pa res, ja, to pa res. Namreč, prvi športnik, ki je dobil to visoko, najvišje državno odlikovanje, priznanje, sem bil jaz. Za njim so pol prišli ostali, kot recimo Šurbek, Pim Pokaš, pokojni. Dragutin Šurbek. Tako, ja. Pa je bil Gligorič, ne, in tako naprej. So se ostali, ja, zvrstili. Do takrat, pa, tako kot ste omenili, so bili pa gospodarstveniki, politiki, kulturniki. No, in jaz sem bil potem na sprejemu tega visokega najvišjega priznanja skupaj z dr. profesor Maxom Schnuderlem. To je bil profesor na pravni fakulteti. Prej bil pa on tudi predsednik, mislim,
takratnega parlamenta, da tako rečem, jugoslovanskega, zelo ugleden politik in pravnik, in pa pisatelj Miško Kranjec. Aha. Miško Kranjec, torej trije smo bili iz Slovenije. Bil sem izjemno ponosen, seveda se niti nisem zavedal pomembnosti in veličine tovrstnega dogodka in priznanja. Iz Zagreba se spomnim, je bil pa kulturnik, režiser, je bil Vukotić ali Vuklič, risanih filmov je bil znano ime, izjemno znano. No, tako mimogrede. In ne bom pozabil to, ko me je profesor dr. Max Šnudelj potem tam povzdigoval kot izredno dobrega študenta. V vsem tistem političnem okolju, kjer so bili Stambolič in druga znana takratna imena, naše politične smetane. In je prav, da ko sem zadnji izpit delal, zadnji izpit je bila pa petorka ali pa petka, 5 predmetov je bilo pred zaključkom pravne fakultete, in da sem vse 4 predmete dobro bil izprašen oziroma sem nekako odgovarjal, on je bil pa predsednik komisije. Zadnji je bil pa mednarodno zasebno pravo, ne bom pozabil. Profesor je takoj, ko je dal vprašanje, zaslutil, da tisto področje sem jaz rahul, trhlo, da ni ta pravega znanja, ker sem bil, bi rekel, poučen samo na podlagi vsesplošne razgledanosti. Tiste knjižice, tistega materiala sploh prebral nisem vedel. In seveda, ki mi je dobil že na prvo vprašanje, potem še naslednja 2 vprašanja iz istega področja, je videl, da ni zadovoljivo. No in potem se je stvar je bila po tem, da ste na teh izpitih so v tistem času študenti lahko drugega poslušali pa spremljali in si zapisovali tudi vprašanja, ki je vsak profesor imel malo svoje področje, ne bolj. In zdaj malo se je to kalkuliralo, če bom tega profesora imel, bo na tem temi bolj poudarek. In kaj se je zgodilo? Nas je bilo, to je študenti, so šli ven, poslušalci, pa še mi, kandidati na tem izpitu, smo vzorni tudi čakali na razglasitev. Čez dalj časa sem bil jaz poklican. In prav potem ta predsednik komisije, to je bil on, ja, veste kaj, spoštovani kandidat, zelo spoštljivo so obravnavali nas, se nam malo čudno zdi, da se vse ostale predmete solidno opravili, ampak pri tem pa tule ni šlo, bomo vam dali dodatno možnost. In je potem bilo poglavje skozi bele knjige. Tisto sem izredno dobro obvladal, ker me je tematika zanimala in sem, bi rekel, z odgovori zablestel. In se zavede, on se celo profesorju obrne prav, ja, kolega, poglejte, to ni nobenega dvoma. In seveda, to je vsem razlagal, ko sem bil dober, ampak dodal je pa to, da mu je asistentka za hrbtom nekaj prišepetavala. Je rekel, pa jaz nisem doumel, ker on je bil tako avtoritativen, veste, smo se ga vsi bali spoštljivo. In je pa potem povedal, veste, potem sem ugotovil, da sem je malo čuten zdaj tam kandidat, je imel pa suknič, ki ga je nekako vse tišalo. Nekam tesno je bil, skromno oblečen, ampak vse je bilo tesno. Seveda sploh ni vedel, da sem bil jaz telovadec, da sem imel že kolajne za sabo in tako naprej. In je bil toliko bolj vesel, da brez tega predhodnega, bi rekel, te predhodne informacije, da sem, bi rekel, takole zablestel pred njim. In to je vsem razlagal. Ja, on je bil vesel, ponosen, jaz pa tudi po svojem. No, lepo. Tako, no, to je bil dogodek. Potem v nadaljevanju, tudi potem, ko ste že zapustili aktivno športno pot, ste bili sprijeti v hišo slavnih telovadcev. Ja, potem ste bili med seveda Blodko nagrajenec, večkratni najboljši športnik Jugoslavije po različnih izborih
Bili ste pa seveda tudi soustanovitelj skupaj z Leonom Štuklom, že omenjenim, Olimpijskega komiteja Slovenije. Ne? Zdaj ste še edini živeči, ne? Od takrat. Ne? Tako je. Verjetno med redkimi, ne, nosilci zlatih medalj pri 8 križih plus. Ne? To pa verjetno jaz sem edini, torej lepo sem je spomnil, najbrž res. Bi mogel pomisliti, ampak mislim, da sem res najstarejši nosilec medalj pri nas v Sloveniji. No, ampak zanimivo je ta hram znanih, znamenitih, kakorkoli bi rekel. V Oklahoma Cityju, to so oba dva iz Slovenije, kot telovadca. Tam so vsako leto spremljali 4-5 iz celega sveta, no in tako so tudi midva člana te znamenite ustanove. Je pa dogodek res, torej pa posebna čast, da soustanovitelja našega Olimpijskega komiteja. Kjer ste še vedno aktivni. To sem še vedno aktivni. Častni član izvršilnega odbora. Ja. Moram reči, da se mi zdi lepo, da je naša domača slovenska srednja spoznala za primerna dva človeka in naju pravzaprav postavlja na ta piedestal, ki bo vedno zapisan z zlatimi črkami. Zlatimi črkami, ja. Pri ustanovitvi Olimpijskega komiteja, ker je bilo to v trenutku, ko se je zelo mudilo, da ne samo, da gre za ustanovitev Olimpijskega komiteja, ampak da čim prej ustanovimo in seveda ga pripeljemo do priznanja v Mednarodno olimpijskem komiteju. Da gremo lahko potem na prve olimpijske igre. Abertville se mi zdi v Franciji zimske in potem prej ste bili v jakni tudi Barcelone, kjer ste imeli kot uradni predstavnik jakno. No, to je zdaj ta maskota naša, Olimpijskega komiteja. Jaz bi pa ob koncu najinega pogovora skočil še v Tokio. Vaš sin je povedal, da ob neki priložnosti, ko je bil predsednik vlade, da ga je tako kot leta prej vašo ženo, predsednik spraševal prej kot vse druge stvari državniške o vas. Ja. Zdaj so bile takšne čudne razmere, COVID. Škoda. Je bilo manj teh stikov. Kako ste pa vi ste bili vodja naše odprave, kako ste bili zadovoljni, 5 medalj, 3 zlate, 2 srebrni, oziroma 1 srebrna, 1 bronasta? Ne samo jaz, tudi vsi, pravzaprav celo slovenstvo je lahko zadovoljno nad temi izjemnimi uspehi. Škoda je v tem, da je ta nesrečni COVID zamrl vse ostale aktivnosti in dejavnosti, ker sicer bi bila ta olimpijada izjemno odlična, ker jaz sem bil predhodno že njihov gost vladnega sveta in sem videl, kako daleč so s temi pripravami in kaj vse bi tudi mi, ne samo oni, seveda tudi mi, Slovenija, organizirali in po slovenski hiši, ki jo potem ni bilo. Ki je potem smo se mogli odreči in tako naprej. Ampak mislim, da jim gre vse priznanje, da so speljali to olimpijado en tak opomin oziroma pozitiven človeštvu, da se tudi v takih okoliščinah lahko neguje, obvaruje eno človečnost, eno srčnost in bi rekel tiste vrednote, ki šport nudi in tudi razkazuje. Tako da se mi zdi, da je bilo dobro, da je prišlo do realizacije teh olimpijskih iger. Že čez 3 leta bodo naslednje v Parizu, kjer bo zagotovo Slovenija spet dobro pripravljena. Mi da gremo po koncu samo še na to, ravno v politiko niste šli, ampak vaša žena, omenili ste že, je bila generalna državna tožilka, tudi ministrica, vaš sin, zunanji minister, pa tudi predsednik vlade. Kako ste pa vi gledali na njuno
pot, pa ne vedno prijazne medije do njunega dela. No, meni je to jasno, da ne moreš pričakovati, da bodo novinarji ali pa mediji vedno prijazni ali pa naklonjeni, ne. Boleče je včasih samo to, kadar niso resnicoljubni, ne. Da so potvarjajo kakšna dejstva in okoliščine, ampak v življenju se moraš pač s tem seznaniti oziroma sprijazniti, po domače povedano. In hočem pa to reči, da ob vsem tem, ne, te pa hrabri in pravzaprav te pomirja dejstvo, tako žena kot tudi sin, ne, sta oba dva imela dobronamerne, bi rekel, načrte. Posebej zdaj, če se spominjam Mirota, ne. On si je želel, da bi bil koristen, da bi družbi naši slovenski dodal pozitivne note človeškega obnašanja in razumevanja, ampak v politiki je to včasih zelo težko. In glede na to, da sem pravzaprav že od mladih let ali pa nog spremljal dogajanje po svetu in pri nas, da mi to ni bilo tuje, seveda moram reči, da je bila to velika, bogata izkušnja tako za enega kot za drugega. Je pa že vaš sin dejal v intervjuju, da v Sloveniji največ, kar zdaj manjka politične kulture. Se strinjate z njim? Prav gotovo, ja. Zanesljivo. Preveč je vse na nož, ne? Tako. Seveda ne smeva mimo vaših hčerk, tudi obeh hčerki sta uspešni, ne? Ja, ne, mi se dobro razumemo. Seveda vsak v svojem krogu živi, v svojem družinskem in ostalem delovnem. Veseli me to, da se med sabo zelo dobro razumemo, tudi kadar je treba pomagamo. In mislim, to je, bi rekel, eno osnovno poslanstvo tudi družinskega življenja. Se je bilo težko privaditi življenja brez žal zdaj že pokojne žene Zdenke? Ja, seveda ni enostavno, ne. Ni enostavno, ampak tako pač življenje teče, slej ko prej. Ali se eden ali drugi poslovi. Vedno je hudo za tistega, ki ostane, ne? To pa prav gotovo. No, jaz pa upam, da še dolga leta ostanete z nami. Gospod Miroslav Cerar, hvala za vse, kar ste povedali. Marsikaj še nisva, mogoče bo pa še kdaj priložnost čez kakšno leto ali dve. Hvala. Ja, na lepe trenutke se ne spomnim. No, Dobro je, ja. Tudi vi ste mene, ker takrat sem pa že malce navijal, ne? Ja. Tako, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.